Ta sklop 4 predavanj je nek zelo bazičen pregled glavnih, najbolj vplivnih. V fokusu, ko sem pripravljal predavanje, imel sem čisto svobodno izbiro to sestaviti, je bilo predstaviti ideje, torej tisto, kar je prišlo iz glav Francozov, ki so najbolj nekako kovale današnjo podobo sveta, ki so bile najbolj influenčne. Zdaj Francija ima en kup izjemnih umov, tudi verjetno bolj zanimivih, progresivnih od teh, o katerih bomo govorili, ampak za neko splošno in za neko uvod se mi je zdelo smiselno pogledati tiste, ki so tudi največkrat referirani in ki so najbolj vplivali na celoten tok misli. Samo predavanje danes bom malo razdeljeno v kratek uvod, tudi vas bi vključeval in vabo, da mogoče en tak skupen naum naredimo, da naredimo to sproščeno, da ni čisto predavanje v smislu, da sam jaz govorim, me zanimajo vaši impulzi. Bi prosil, da so kratki in jedrnati, za daljšo diskusijo bi pa pol na koncu si vzeli čas. Tako da tu, kjer vas bom pozval ali pa izval za impulza, prosim, kratke jedrnate, ker so nekako mišljeni, da peljejo tok tega predavanja. Torej, pogledali si bomo najprej malo čisto splošno od, kaj sploh filozofija je. Predpostavljamo, da ne vsi mogoče tudi vemo, kaj to je. Pol bomo pa prišli na splošno na nek francoski vpliv, pa enega avtorja si bomo pogledali francoskega. Nadalje bomo pa potem v sklopu naslednjih predavanj šli čez najpomembnejše avtorje, katere sem izbral kot miselne, recimo guruje Francije. Zakaj me je zanimala filozofija, je mogoče zanimivo vprašanje, preden mogoče pogledamo, kaj to sploh je filozofija. Torej, kot gimnazic, spomnim se, da sem začel Štefančiča rad brati, zelo so mi bile všeč njegove kritike filmov in kako se je besedno znal igrati in kako je znal neko poanto predstaviti, humor, ki ga je vpletal, besedni zaklad me je fasciniral. In za mene je filozofija vedno bila na nek način umetnost artikuliranja nekih misli, torej, da znaš povedati z pravimi besedami poanto tega, kar imaš v glavi. In kot ena tak vzvod, da sem šel študirati filozofijo, je bil, da pridobim ta besedni zaklad in da bolj artikuliram to, kar mislim, sploh z pogledom na to, da se ukvarjam z glasbo, pišem besedila in sem hotel nekako obogatiti ta aspekt skozi to, če malo usmislim, zakaj sem si sam izbral filozofijo. Francoska filozofija, kdo vam pade na pamet, kdo bi bili veliki misleci Francije? Meni sam. Voltaire. Camus, Foucault. Še kaj? Ok, mislim, da ste pokrili bolj kot ne vse. Sem pa, ker filozofija ni nujno samo nekaj, kar ima za sabo avtorja, ampak je lahko del nekega gibanja, je bila Francija pomembna za svojim gibanjem. Vidite tudi simbol giljotine in to revolucionarno roko. Gibanje, ki je pomembno vplivalo na tok idej v Evropi. In to je nek tak, bi rekli, povzetek predavanj, koga se bomo dotaknili slikovni. Kaj za vas predstavlja filozofija, me zanima, čistek, ne rabi biti za to kakršnakoli strokovna definicija. Kaj je po vašem mnenju definicija, par kratkih mogoče impulzov, me zanima. Jaz, kot sem povedal, mi je neka umetnost artikuliranja misli. Torej, kot dijak sem imel to definicijo in mi je še danes ostala, kljub temu, da sem kasneje slišal milijon drugih definicij. Pa pravilni odgovor ne obstaja, zato vas vprašam, me zanima. Filozofija, kaj bi bila? Odnos do življenja. Odnos do življenja, super, ja.
To je že malo ničejansko bi lahko rekli. On je malo ta pristop. Še kakšna ideja, mogoče na hitro. Ponovadi so nas v šoli, torej glede filozofije, se je vedno pri pojmih vzelo definiendum in definiens, torej da se neka beseda definira, se pogleda njen izvor. In pri filozofiji, verjetno poznate, je sestavljenka dveh grških besed. Grčija je tudi vse za naš evropski ali pa tako imenovan zahodni svet, je zibelka filozofije, čeprav se je filozofija tudi drugje odvijala enako pomembno. Besedi, ki sestavljata, je filajn ali pa filos, veste, ste verjetno že slišali, torej ljubezen tudi tu je pomembna. S tem, da pri Grkih je grška beseda filajn za ljubezen, torej ni šlo za neko erotično ljubezen, ljubezen v smislu telesne privlačnosti, ampak se je to uporabljalo bolj za ljubezen do prijateljev. Torej do prijateljev ne čutimo toliko neke telesne, mogoče privlačnosti, ampak bolj neko idejno, verjetno kot nekega prijatelja, ko ga imaš rad v duhu njegove ideje, karakterja, ne toliko telesnih karakteristik. In ljubezen, v katero bi v definiciji filozofije je uperjena puščica, je Sofija, to tudi predvidevam, da vsi poznate, gre pa za modrost. In ta osnovna definicija filozofije se glasi, da je na nek način ljubezen do modrosti. Vsi ti filozofi so torej vrženi, da, kot vidimo tu, lovijo neko modrost. Zdaj bi jaz mogoče pri definiciji še dve taki splošni, ena je bolj splošna, ki se mogoče v vsakdanjem življenju uporablja, druga je malo bolj akademska. Torej filozofija je neko sistematično preučevanje sveta, vsega, kar obstaja, torej poudarek na sistematično, nekaj random, neke misli, impulze mečemo v argumentu. Predvsem se pa ukvarja z odgovori na najbolj splošna vprašanja, ki begajo človeka praktično univerzalno ves čas. Zdaj tovrstna vprašanja, torej kaj je smisel sveta, zakaj sem tu, kaj je moj namen, so res zelo splošna, že na nek način lahko prazna. Hkrati je pa paradoks, da so bistveno pomembna, ker na podlagi odgovorov, ki si jih damo na ta vprašanja, kaj je smisel obstoja, zakaj sem tu, kaj je moj namen, mi usmerjamo svojo energijo praktično na podlagi tega, kako si odgovorimo na taka vprašanja. Tako da hkrati so na nek način zelo trivialna, prazna, po drugi strani so pa ključna za potek dejanj, ki jih mogoče sprejemamo. Torej, to sistematično preučevanje sveta, kot smo rekli v prvi definiciji, se tudi nanaša na neko akademsko kontinuiteto. Imamo pa še drugo definicijo filozofije, ki je bolj to, kar ste rekli, nek pogled na življenje, nazor človeka. Torej, ko mi rečemo, moja filozofija kuhanja je taka in taka, uporabim to in to, bi lahko rekli, da bolj uporabljamo to drugo definicijo, ki je nek naš nazor. Bi pa poudaril, da tu sem zelo posplošil, definicij obstaja ogromno in praktično vsak večji filozof si je postavil neko svojo definicijo znotraj svoje sfere raziskovanja. Po svoje je definiral filozofijo, tako da, kot sem na začetku rekel, pravilnega odgovora niti ni, gre za nek v bistvu boj moči zopet, kjer pač večji filozofi so imeli tudi večjo besedo in se bolj obdržala, kaj to filozofija je. Torej, če sem omenim, ker sem rekel, da gre za sistematično preučevanje sveta, glavne šole znotraj akademske sfere filozofije so platoniki, aristoteljanci, že tu znotraj bi praktično vsi filozofi kasneje so bili nagnjeni ali enemu bolj ali pa drugemu.
Imamo pa pol tudi manjše pitagorejska, kirenajka, kartezijanska, pa zdaj sodobnejše so med pomembnejšimi kantovci, ničejanci, freudovci, imamo tudi našega Žižkejanca, postmodernizma in tako naprej. In kot sem rekel, vsaka šola postavi neke svoje definicije, odkritja, metode, s katerimi operira, načine raziskovanja, iz katerih se je razvila. In v bistvu bi lahko rekli, da se je že tu neko influencerstvo začelo, ker tisti, ki so nekako dobro uspeli prepričati z argumenti, so potem uporabljali njegov diskurs, če uporabljaš ti besede in definicije, ki jih je nekdo zakoličil, si na nek način bil influencer takrat. Mogoče še, ko smo pri splošnih stvareh, filozofije v grški šoli za prvega filozofa, veste, kdo velja? Ne. Tales iz Mileta je bil filozof 6.-7. stoletje pred našim štetjem. Zdaj on je pač opazoval svet in se spraševal, kaj je glavna substanca, takrat se veliko o tem govorilo, počelo vsega vzvoda in nekako skozi to opazovanje prišel do sklepa, da je voda tisto, kar spreminja obliko in je vse prisotno. In je že šlo za neke vrste filozofski razmislek. Zdaj, znotraj filozofije je do danes se razvilo en kup disciplina, tako imamo, ne vem, pri matematiki imamo številke, pol imamo bolj telesa, recimo, znotraj filozofije, glavne discipline. Vidimo tule na projekciji vse te discipline, ki sem jih jaz tu izpostavil, in to so res tiste najbolj obširne, pa tudi na fakulteti smo imeli predmete po teh disciplinah, so estetika. Estetika se ukvarja z vprašanji naših mnenja, z lepim, grdim. Pol je tu metafizika, ki postavlja najsplošnejša vprašanja o nekem podstatu sveta, torej kaj je začetek vsega. Logika se ukvarja z načini sklepanja, s formulacijo sklepanja. Epistemologija raziskuje pogoje nekega spoznanja in znanja. Potem je zelo pomembna in tudi sploh danes v trenutni aktualni situaciji etika, vemo, da je zelo pomembna, ki se ukvarja z vprašanjem morale. Imamo pa tudi filozofijo jezika, filozofijo prava, filozofijo znanosti in še mnogo drugih. Ampak bi rekel, da te prve 4-5 so tiste skoraj največje discipline in tudi največ imamo napisanega in diskutiranega znotraj teh disciplin. Samo nekaj vprašam. Ja. Gnoseologija pa tak, Bi tudi- to tudi podobno kot Bi tudi lahko bilo, ja. Okay. Gnoseologija se tudi znotraj metafizike. Aha, metafizike, jasno. Najmanj disciplina, ki sem jaz tudi razumel, pa vzel za svojo, ker je, se pravi, tista najbolj obča vprašanja, tudi Bog, če ni Boga, kak je sploh, kakva je osnova vsega, na nek način, bit in podobno. Heidegger se s tem lahko ukvarja in podobno. Zdaj, preden bi prišli na samo Francijo in njihov prispevek, malo humorja ne škodi, sem izbral odlomek iz filma Kralji hitrosti, zgodba o Riki Bobiju, Saša Baron Cohen, torej dva dirkača, ki bosta v NASCAR dirkah tekmovala, se zapleteta v nenavaden prepir. My name is Jean Girard, and I am a racing car driver just like you, except I am from Formula 1. I am the greatest one in the whole world. I have been following your career with great interest, Monsieur Bubby. I can't understand a word you said the whole time. Do you eat some peanut butter or something? Yeah, you sound like a dog with peanut butter on the roof of your mouth. I think what you are hearing is my accent. I am French. You say you're French?
Oui. We? No, we are not French. We're American, because you're in America, okay? Greatest country on the planet. Well, what have you given the world apart from George Bush, Cheerios, and the Fry Master? Chinese food? Chinese food, That's from China. Pizza? Italy. chimichanga. Mexican. Really, smarty pants? What did French land give us? We invented democracy, existentialism, and the blowjob. Those are three pretty good things. Hey, Well, that last one's pretty cool. And 69. You know the 69 with the head near that bit? We came up with it. We created the missionary position. You're welcome. Ricky Bobby, I have come here to defeat you. oh, well, there's strikes 2 and 3 right there. Did you hear what you just said? Well, welcome to America, amigo. You are fast, Ricky Bobby. But I am faster. All right, you let go of me, you Formula One jazz nut job! Like the frightened baby chipmunk, you are scared by anything that is different. I will let you go, Ricky. But first, I want you to say, I love crepes. Don't you say it, Ricky. These colors don't run. I'm not gonna say it. Good. Hey, look, Frenchie, I thought about it. So why don't you go ahead and break my arm? I do not want to break your arm, Monsieur Bobby, but I am a man of my word. Here's the deal. He's not gonna break it, because I'm gonna slip out of it right now. Houdini! Whoa! Sit down, you little punky. Someone might as well give me a beer while I'm down here. But you have forced me to do this. You are now mocking me and making me look ridiculous. Just say, I love crepes. You know, just to put this in there, I had a whole mess of crepes this morning. They're just like pancakes, maybe even better. Wait, are they the really thin pancakes? Yeah. Yes, they are. They are really thin pancakes. It's just a French word for them. Oh my God, I love Whatever those. syrups you want on them and stuff. I'm just saying, think about it. They come with cheese sometimes? Yes, of course, a fromage crepe. Well, why didn't someone yell that right away? Do you know what's in the crepe Suzette? Oh, I love the crepes, Suzette. With the sugar and Yeah, the sugar lemon and juice. the lemon juice, sure. Romagné. I wish I could crawl into one of those right now. Eat my way out from the inside. Oh, they are tasty. Oh, man, you know, either way this goes down, can we go get some after we're done? Absolutely, we're gonna do that. Bon, so what if you just said, I love really thin pancakes? That is a fair compromise, no? That is a fair compromise. Very fair, actually. Okay. No, because then everyone know I really meant crepes. That's actually a pretty good compromise right there. Why do you want me to break your arm so badly? You don't understand? You don't understand because you don't understand liberty. You don't understand freedom. So you put a crack in my arm like the crack in the Liberty Bell. You hear me? Hey, it's just between you and me, okay? Yeah. I mean, forget all these other guys, but he did give you a pretty decent out. But it's your call. What do you think? Don't say it. Yeah, I'm not gonna say it. Nope. Break it, Pepe Le Pew. As you wish. He actually did it. Torej, če bi vas vprašal, kaj so Francozi prispevali tako globalno pomembnega, kje so prve stvari, mogoče par predlogov, me zanima, vam pade na Kaj je Francija dala svetu? To je že povedano bilo. Liberté. Ok. To je slogan. Slogan, ja. Na splošno, kot Bratstvo, edinstvo. Svoboda. Ok. Slikanje glasbenike, filozofe. Mogoče pa bolj specifično. Katere? Kjeri vam padejo? Pa ni nujno sam kaj je Francija dala svetu, je zato pomembnega. Antoni, Porto. Še kaj? Brigitte Bardot, film je gotovo, ja, nekako zadeva. Umetnost. Ok, sem razmišljal o tem malo dlje, zdaj sem vas res na hitro, me je zanimalo, kaj vam prepoznate, verjetno. Bobby. Tur, da... Kak?
Pomfrije bolj iz Belgije, no? Ja, to so mi gimnazijci povedali, ampak jaz sem tu čisto necenzurirano razmišljal, kaj nam je Francija, tako da sem tudi napake pustil. French fries, jaz predtem mislil, da je francoski, je pa belgijska zadeva. Baketa, kakor vem, je francoska, Moulin Rouge, Eiffel, šampanj. Henry Benson, sem se spomnil, je pri estetiki Lovecraft omenjal začetnik ulične dokumentarne fotografije, sem ga dal na sredini. Pol imamo en kup znanj, fashion znamk, pa auto znamk sem tam dal, Renault, Peugeot. Kaj pa je to? Igralcev. Aha, En velik režiser, Jean-Jacques Hano, sodobni že, zelo dober režiser. Tudi tam sem dal znak, recimo radioaktivnost 1896, odkrije Henri Becquerel, tudi Francoz. Pa tudi Francozi so močni, ogromno imajo te, se na ta način napajajo. Skratka, kar precej stvari bi lahko rekli, da ima Francija eno še kar veliko vlogo, in evropsko in globalno v svetu. Francoska kuhinja. Čeprav moramo biti korektni. Sem dal pomfrit. Francoska kuhinja je dejansko florentinska kuhinja. Tako. Če gledaš kulturno, ampak okej. Ampak so boljš prodali to definitivno. Večina spolno prenosljivih bolezni v francoska. Če izraz za sifilis bil francoska bolezen, dobesedno. Pa Marquis de Sade je tudi francoz. Ja, sem ga imel na sliki na začetku, je tudi bil načrt ga, zraven sem ga pol nisem, ko se mi ni zdelo, da je v kontekstu pasel. Je pa definitivno, ja. Zdaj mi bomo v sklopu tega predavanja se bolj osredotočili na neke ideje, ki so plod človeškega duha in misli. In Francija je ključno sodelovala in bila pomembna pri vzponu dveh večjih gibanj. En je francoska revolucija, drugo je razsvetljenstvo, 17. 18. stoletje. Zdaj, kot vemo, nek čas pred tem, sploh srednji vek, pa to je veliko vlogo pri idejah, ki so prevladovale, imela avtoriteta. Z vzponom razsvetljenstva se pa vse več začne uporabljati razum in neko tudi bolj kritično raziskovanje. In ideje, kot so neka človekova svoboda, enakopravnost, enakost pred zakonom, pravice, vse to je nekako nastalo in tudi cvetelo v času te francoske revolucije in tudi predtem v samem razsvetljenstvu. Gre tudi za neko burno obdobje oziroma divje obdobje, ko padajo in tudi nastajajo absolutne vladavine. Ena glavnih dosežkov, bi lahko rekli, revolucije je tudi odprava feudalizma v Evropi. Bistveno se zmanjša avtoriteta religije v primerjavi s pred samim gibanjem razsvetljenstva. Je pa zanimivo, ko sem raziskoval kljub temu, da vse to nastane in enakopravnost in se kljub temu tudi ukrepi nacionalizem, odločanje same nacije. Kralj Louis, ki je nasledil po francoski revoluciji, je bil še bolj absoluten in brutalen na nek način. In pa tudi razkol med levim in desnim političnim polom se bistveno poveča. Mislim, da je v filmu omenil tudi vzpon republike, demokracije, pride iz tega časa. Ne, to nisem mislil.
Hotel sem še vas vprašati, mogoče poznate, nekateri tu bi skoraj pričakoval, me tudi zanima, če boste ponudili boljšo definicijo razlika med republiko in demokracijo. Ja, republika je javna stvar, ne? Demokracija je pa en način pravzaprav urejanja, ne, republike. Republika ne rabi biti demokratična, točno. Tako je. Zdaj jaz sem nekako probal za dijake v smislu, da se pri republiki vrhovna moč dodeli ljudem prek izvoljenih predstavnikov in ti predstavniki zakone oblikujejo, pišejo v skladu s konstitucijo. Medtem ko je pri demokraciji gre bolj za glasovanje bolj neposredno. Torej, če bi to držalo, je grški način, bi za Grke lahko rekli, da je bila res demokracija, kar imamo pa mi je pa bolj. Ja, razen, če si bil sužen, pa ženska. Absolutno. Niso bili vsi vključeni, ampak bližje, ne, če bi, verjetno to, da bi čist vsi sploh v nekih večjih državah je logistično malo zapleteno. Mogoče zdaj z digitalnim se bližamo, da bi mogoče lahko spet to dosegli. Zdaj, omenil sem torej dve pomembni gibanji, ki sta bili neko gnezdo idej, ki so bistveno oblikovale podobo Evrope danes. In eden od pomembnih, tri imamo mislece, ki so smatrani kot začetniki tega razsvetljenstva. Imamo Newtona z njegovimi zakoni in silami. Francis Bacon utemelji raziskovalno znanstveno metodo in pa René Descartes, ki je bil Francoz. In tu bi prišli v bistvu danes na prvega francoskega filozofa in njegovo misel Renéja Descartesa. Moram sem priklopiti, ker to sta bili dve predavanji na šoli. Medtem bi prosil, če te tekste mogoče daš okrog. Lahko se odsedeš. Ok, a je kdo že bral Descartesa? Niste še brali. Zdaj, mogoče danes ne bi cel tekst, tudi ne bom klical. Tam še en list. Sam en list ostalo. A ja, ni jih več. So. Torej, Descartes deluje večinoma 17. stoletje. Njegova področja raziskovanja in delovanja poleg filozofije sta bile tudi matematika in znanost. Pri matematiki je pomembne teorije pri koordinatnem sistemu prispeval, pri znanosti pa je zelo znan njegov diskurs o znanstveni metodi, ki je tudi pomembno vplival na samo renesanso. Kot glavna filozofska ideja bi si pa danes pogledali to, kar je prišlo ven iz njegovih meditacij, enega bolj znanih del Descartesa, in bi si prebrali ta odlomek, kjer je res strnjen skoraj glavni argument. Pa bom jaz prebral, pa malo vas bi mogoče bolj vprašal, kaj beremo, da diskutiramo na način, kak je mišljeno, da se filozofske tekste bere, ker ni, da kar neprekinjeno bereš celo knjigo, ampak je treba se ustavljati, malo premleti ali pa diskutirati. Torej, tek začne Descartes. Že pred nekaj leti sem opazil, koliko lažnega sem dopuščal za resnično in kako dvomljivo je bilo vse, kar sem potlej postavil na temelj. V pravem času sem torej osvobodil misli vseh skrbi, poskrbel za nemoten mir, se umaknil samoto in se tako naposled resno in sproščeno posvetil podiranju svojih mnenj.
ker mi pamet pravi, da moram pri nepopolnoma gotovih in nedvomnih stvareh pridržati svoje soglasje, nič manj skrbno, kakor pri očitno lažjih bo za ovržbo vseh prvih in drugih zadoščalo, če vsaki posebej najdemo kak razlog za dvom. Zdaj, dve mogoče pomembna elementa, ko začne. Descartes, prva stvar mu je odmik v neko samoto, torej stran od ljudi, stran od kakršnihkoli vplivov, danes definitivno stran od računalnikov. V bistvu je bil Descartes toliko zagrižen racionalist, da celo poznamo zgodbe o njem, da je praktično preždel cele dneve v postelji in dobesedno sam razmišljal, in iskal neke odgovore na filozofske probleme, ki si jih je zastavil. Torej gre za zelo zavzetega racionalista, in to v obdobju, ko je bilo tudi idealizem se vzpenjal zelo močno. Pardon, a lahko sekunda? Ja. Če je on realist, kdo je idealist? Od Francozov, od filozofov. Idealist, najbolj znan bi bil Kant, pa... A je Kant? Ja, Kant bi bil najbolj. Lahko bi rekli tudi Platon že prej, ne? Točno, Platon. Ja. Recimo imamo idealiste, pa nasprotni pol so materialisti. Razlika je to, da pri idealizmu, v filozofskem, to ni idealist nekdo, ko idealno gleda na neki. Idealizem pomeni, da red idej predhaja redu stvari, pri materializmu je pa obratno, red stvari in pol pride iz tega ideja. Če imamo Platona pa Aristotela, Platon je rekel, prva je ideja, na podlagi ideje se vse okrog oblikuje. Aristotel je pa iz sveta, iz materije. To sem zdaj zelo poenostavljeno povedal, ampak je pa sploh materializem pa empirizem bil bolj močen v Angliji tisti čas. Torej, en element odlomka, ki smo ga brali, je odmik v samoto, torej gre za tak zelo racionalistično potezo, torej sam njegov v zadost, da pride do nekih odgovorov. Po drugi strani pa že vidimo, da omeni njegovo metodo raziskovanja in eno osrčen koncept njegove filozofije, ki je dvom. In zdaj, če gremo naprej. Vse, kar sem doslej dopuščal kot najbolj resnično, sem dobil odčutov. V njih pa sem dognal, da so sem ter tja varljivi in preudarnost veleva, da nikdar docela ne verjamemo tistim, ki so nas kdaj ogoljufali, čeprav le enkrat samkrat. A naj nas čuti še tako varajo o kakih neznatnih in oddaljenih rečeh, je vendar še veliko drugega, o čemer sploh ni mogoče dvomiti. Naprimer, da sem zdaj le tukaj, da držim v rokah tale papir, kako bi mogel kdo trditi, da tole niso moje roke in tole tu ni moje telo. Torej tu vidimo, da poleg tega, da če kdaj kaj narobe vidimo, la gremo še dalje in samo lastno telo vprašljivo, a je resnično ali ne. Nadaljuje, razen če bi se primerjal z norci, katerih možgani so tako onemogli, da trdovratno zatrjujejo, češ da so kralji, ko nimajo več kot berač, ali da imajo glinasto glavo, da so buče narejeni iz stekla. Torej tu že vidimo, da malo pod vprašaj lastno glavo, lastne misli, ki se nam porajajo dvomi, a so sploh lahko resnične. Nadaljuje. Imenitno, kot da nisem človek, ki v snu doživlja natanko to ali včasih še kaj bolj neverjetnega, kolikokrat mi nočni počitek pričara vtis običajnih okoliščin, da sem tu, oblečen v suknič, ko vendar slečen ležim v posteli. Toda zdaj le zatrdno z budnimi očmi gledam tale papir, glava, ki jo premikam, ne spi, po preudarku in vede stegnem roko in čutim. Descartes upelje tu v svoj argument, torej še sanje. In primerjavo, kako nas v sanjah, torej neki občutki prepričajo, da je to zdaj res, čeprav v resnici leži nepremično v posteli. Ko da se ne bi spominjal, da so me podobne misli begale tudi, ne, to sem že, ali
Aha, ne, v snu. Če to premislim malce bolj pozorno, čisto jasno sprevidim, da budnost nikdar ni mogoče po zanesljivih znamenjih razločevati od spanja, nadaljuje isti argument še naprej, če grem naslednjega. Vendar je v moji duši zakoreninjeno staro mnenje, da je Bog, ki more vse in me je ustvaril takega, kakršen sem. Odkot pa vem, da ni storil tako, da zemlje sploh ni, da ni neba, nobenega kraja in da se vendar zdi, da vse to biva nič drugače, kakor se mi kaže zdaj. Še celo to, morda se motim, kadar seštevam 2 in 3. Torej celo matematične resnice, ki so že čist, bi lahko rekli, logične ali pa skrajno racionalne, tu postavlja pod predpostavkom neke božje prevare pod vprašaj. Na te razloge nimam kaj odgovoriti in tako sem naposled prisiljen priznati, da med stvarmi, ki sem jih štel za resnične, ni ničesar, o čemer ne bi bilo dovoljeno dvomiti. Ok, tu bomo končali odlomek, da smo malo dobili neposredno občutek, na kak način, s kakim jezikom je Descartes pletel svojo filozofijo. In torej videli smo in tudi omenil sem, da dvom je neka osrčno orodje za Descartovo filozofski razmislek, metoda njegovega raziskovanja. Torej, njegov načrt je bil uvreči čisto vse izjave, misli, v katerih se mu bo porajal kakršenkoli lahko dvom, ki si ga sploh lahko zamislil praktično. Zakaj to počne, bi lahko pogledali primerjavo recimo gnilega jabolka. Recimo, če imamo košaro jabolk in eno jabolko v košari gnilo, bo slej ko prej gnile vse jabolke. In če metaforično to prenesemo tudi pri raziskovanju, če je med idejami ena gnila oziroma dvomljiva, neresnična, se bo cel sistem. Tu vidimo tak znanstveni, sistematičen pristop do raziskovanja resnice. In Descartes je štartal kot nalogo pri iskanju pravih odgovorov zastavi to, da mora biti odsotnost vsakršnega dvoma, mora imeti košaro s samimi čistimi jabolkami. Tako da gre od zgor navzdol praktično, bi lahko rekli. Njegova pot argumenta, bomo si pogledali malo kasneje, kako ta pot argumenta poteka. To, kar išče, se pri Descartesu primerja z Arhimedovo točko, ki je povzeta po grški mitologiji. Torej, v tem, da bo spostavil nek sistem, neko vedo, rabi bistven temelj, ki bo neovrgljiv. Torej, kot je Arhimed trdil, da lahko z pravim zvodom, če bi imel dolgo palico, lahko premikal planete. Samo pomembno je, da imaš tisti temelj dovolj trden in fiksen in se to da. In na tak način z dvomom želi priti do gotove resnice Descartes. In to je njegova filozofska drža in pristop, ki se skozi raziskovanje drži. Zdaj, kako pot dvoma, ko sem prej rekel, poteka? Mogoče, če bi vas vprašal, zdaj, ko smo brali, da malo razmišljamo, kakva je bila pot dvoma, kako je šel v tekstu Descartes? Kaj je najprej trdil? Očito fizično. Da mora dvomiti o vseh stvarih. Tako, to je štart. V tistih, ki je pač s tem začne. Ja. Zdaj prvo čuti. Prvo mogoče nakaže za samo gesto, ko smo rekli umik v samoto. Torej, nobenih avtoritet v razmišljanje noče upletati, kaj drugi rečejo, ali pa kar mu je bilo prenesenega, tako starši nas naučijo, da obstaja božiček, pa to ni res. Na tak način se on boji avtoritet in pot dvoma začne z avtoritetami in vse, kar mu je bilo povedano. Torej, v to pade tudi zapisi, skripte, knjige, vse, kar lahko preberemo. Torej, vse avtoritete podvomi. Nadalje s tem, kar vidimo, čutimo, lahko slišimo, vonjamo, se dotikamo,
Ne vem, primer, če vidimo palico v vodi, bomo videli skrivljeno zaradi narave same optike, ampak v resnici ta palica ni skrivljena. Torej, čuti nas lahko zavedejo, če jim preveč dobesedno verjamemo. Potem pa že gremo malo bolj globje, to se nam še nekako zdravo razumsko mogoče zdi, uvede Descartes hipotezo, njegovo slavno hipotezo sanj. Torej, nadaljuje z nekim skepticizmom do tega, da sploh vse, kar se ti dogaja kot zunanji svet, niso le sanje in da ko sanjamo, mislimo, da je vse res, pa smo kljub temu zavedeni. Podoben primer v filozofski tradiciji je tudi primer možganov v kadi, kjer znanstvenik samo priklopi pravilna elektroniko na možgane in lahko spušča v možgane določene impulze in tista zavest v možganih bo dobivala neko sliko, neke realnosti, ki pa vzum sploh ne obstaja. In zdaj ta hipoteza sanj, tudi danes poznamo, recimo sam film Matrica, pa Trumanov Show so na tej tezi narejeni, da je vsa resničnost, ki jo vidimo, da je nam nekako ugrajena in da te stvari sploh ne obstajajo. Descartes je pa o tem že govoril praktično v 17. stoletju. Vrhunec tega dvoma pa doseže z predpostavko nekega zlobnega boga, zlobnega varljivca duha, ki ne bi tudi v naše misli napačno informiral vse v svetu, torej tudi neke matematične resnice, mogoče je 2 + 2 = 5, ampak je nam ta zlobni duh dal v glavo napačno informacijo. In kaj še sploh ostane, kaj bi še sploh lahko ostalo, če smo že vse to podvomili? Ima kdo idejo? Torej, rekli smo, nič nam ne da neke informacije, ki bi jo lahko imeli za resnično. Torej, vse impulze, ki dobimo, vse misli, kaj še bolj ostane? Zavest, klasno. Zavedanje samo sebe. Tako, v bistvu si že konceptualno malo povedal. Zdaj, če malo bolj enostavno mogoče, ostaja sam dvom. Torej, ena misel ostaja, v katero pa Descartes ni več mogel dvomiti. Torej, to, da pa dvomim kot razmišljajoča oseba, to se pa dogaja in tudi, če me vara, je ta dvom prisoten v meni in na nek način obstaja in je resničen. In na podlagi tega pride do svoje slavne teze Descartes, da dvomim jaz kot mislec, jaz ki mislim obstajam, oziroma cogito ergo sum, mislim, torej sem. In to je ta Arhimedova uporna točka, iz katere nadalje Descartes štarta graditi neko celo znanost in svojo misel, ampak pomemben in ključen je tudi ta prispevek, ta drža dvoma in skepse na nek sistematičen način in z nekim namenom priti do nekih trditev, ki bodo sigurno zanesljive. To je neko leitmotiv, skozi celo filozofijo. Ja, to je tudi, tako bi rekli, biti ali ne biti od Shakespearea, cogito ergo sum, imamo en kup referenc na to besedo. Skratka, na tak način bo izgledala predavanja, tako se našta, torej gre za zelo osnovne koncepte, tudi slikovno, zelo risano, enostavno. Če lahko se komu zdi brez veze, jaz mislim, da ni brez veze iz vidika, da danes večkrat pozabimo na neko osnovo in gremo globoko v stvari, in nastane kaos, sploh na področju razmišljanja, argumentov, in ni slabo se iz tega vidika mogoče kdaj iti na čist neke osnove in bolj bistvene stvari. Kar pa se filozofsko tiče, torej imamo zdaj tu prvega večjega filozofskega misleca, ki je na nek način konkuriral
v tistem času empiricizmu, ki se je razvijal v Angliji in je torej iskal resnico skozi res čisti razum, ne toliko skozi čutila. In na podlagi tega je tudi utemeljil neko znanstveno metodo, ki je sprožila celo renesančno gibanje. Če imate kakšne komentarje, jaz bi tudi dan zaključil, mislim, da je tudi že 45 minut. Že malo česa. Bomo pa nadaljevali, naslednji teden imamo meni osebno eno ljubših tem, to je eksistencializem, gremo kar 200 let kasneje. Mene še vedno zanima, kaj je pa tista stvar, v katero dekar ni mogel dvomiti. Torej, sam dvom, ki ga je imel, tu pa ni mogel več reči, da ne dvomi. Ampak dvomi, pa se pa nadalje vprašal, v kakvi obliki pa nastopa kot misel. Torej, saj kot ta misel, jaz obstajam, na ta način je najdel nekaj, kar... Krožna logika, mislim. Ja, sigurno. V nekem smislu, ja.